Ves čas nosimo v rokah in v sebi, v notranjosti, v srcu sreča. Samo to srečo mi ne znamo organizirati, da deluje za nas v tem sedajnem trenutku. Temveč pravimo, ko bom dobil službo, takrat bom srečen. Zdaj pa ne, ko bom dobil to, pa to, pa to. In zdaj, če gledamo, kakšno zdravilo pa obstoja, da mi lahko to prenesemo v sedajno obliko uporabnosti. Prva stvar, ker je, vsakdo med nami sanja o nečem večjem, kot je dosegljivo. To, kar imamo, če gledamo po duhovni formi, je to največ, kar smo lahko dobili. In zapomnimo se, tisto, kar bo jutri, bo lahko manj vredno ali pa več vredno. Toda na tisto ne zanašaj se, temveč zanašaj se na to, kar imaš v tem sedajnem trenutku. Živi v vsakem trenutku, v sedajnem trenutku z zavestjo, to je moja sreča. Pa čeprav se ličuješ. Kaj pa bo po tistim, je pa zdaj drug problem. Dejstvo je pa nekaj. Če bomo mi začeli v sebi spreminjati miselni vzorec, potem bomo lahko zaživeli na novo. Če pa še zmeraj živimo po starem sistemu, potem bomo vedno ujetniki same sebe. Zakaj? Zato, ker se ne moramo spremeniti. Edino sprememba nam bo dala garancija, da bomo lahko srečni. In to je sprememba v nam. To, kar je, pravimo, je usojeno. To je usoda. Usodo lahko spremenimo? Ne. Ne moramo jo spremeniti. Čeprav boste mogoče malo ugovarjali. Ampak sebe pa lahko spremeniš. Tisto, kar je bilo v usodi odrejeno, si jemal, da je to nekaj slabega. Če si pa jemal, da je bila to nujnost, da si prišel do spoznanja, do novih oblik gledanja in zavedanja, potem boš vedel, bolezen je potrebna. Zakaj? Da bom bolj skrbel za zdravje. Trpljenje je, da bom vedel, kadar bom izven trpljenja, kaj je lepota. Vedno je vse v soglasju. In če gledamo danes, mi smo eden še srečnih narodov. Če bitno gledamo na svetu, kaj se vse dogaja, kakšne tragedije so, cunami in vsega vraga. Ja, pa boš rekel, kaj me briga tisti cunami, jaz imam doma cunami. Seveda ga imaš. Sam zavedaj se, da je vsakdo na tem svetu prišel ne zato, da bo s tem življenjem zasolil vrednote. Ne. To življenje je kratkotrajno. Zavedajmo se. Napram planetarnemu življenju, ki je milijarde let, je to naše življenje manj kot 10 tisočinke sekunde. Če tako gledamo. Če gledamo, pa rečemo, ja, to kratko življenje je, toda to življenje fizično je samo obeseno. Naše telo je samo kaj? Skrinja, v katerem živi duhovni svet. In če bomo spoznali vrednoto duhovne lepote življenja, potem bomo znali živeti. Če bomo pa samo zemeljskemu življenju dali vso pomembnost, duhovno ne pride več do izraza. Zakaj ne? Ker smo toliko napumpali in natrpali svoje pomembnost glede fizičnega sveta, da tudi meditacije več ne pomagajo. Kako jaz živim? Vse, kar sprejemam z ljubečnostjo. Ne z ljubeznijo. Ljubezen je največji sovražnik. A te rekel, ja, kakšna vera pa je to tvoja? Kajti ljubezen je tista, ko pravi ljubim, zato ker to posedujem. Punca je zatrapana in ga ljubi, ampak to se enkrat ne zaruši. In kaj je bilo to? Je to res največja vrednota? Ta vrednota je kratkotrajna. Je danes, jutri jo ni, ali pa jutri jo ne bo, pa danes bo in tako dalje. Vse je ta lepa besedna zakladnica, ko pravi ženska, ali pa moški pravi, danes te ljubim bolj kot včeraj, a manj kot jutri. Ja, saj če bi bila ta disproporcija razvoja vedno. Ne, vse je menjajoče. Zakaj? Zato da dobimo izkušnje. V tem življenju fizičnem je samo trpljenje nam program. Tist delček radosti
je toliko, da dobimo kot pri vdihu jezik nov dih. In kaj moramo narediti? To, kar imamo, to cenimo. Vedi, da si najbolj srečen, imamo mir, si lačen. Jaz sem živel v vojni, bil sem v lagerju, videl sem, kaj je trpljenje. In veste, kaj sem vedno rekel? Tudi takrat sem rekel, tudi to je lepo. Kaj ti videl sem takrat nekaj. Ljudi sem videl, ki se je razvila v njih ljubečnost. Bili smo med sabo, delili smo koščke kruha. Pa čeprav je bil tako skromen. Danes pa je tako, da imamo raje še enega na vesni kot na kosilu. Kje pa je tista ljubečnost? Ta se mora ne iskati pri tebi, temveč pri meni. Vsak naj v sebi pogleda. Ljubečnosti ne bo nikdar dovolj. Čim bolj jo boš razvil, bolj boš videl, kaj moraš v tem življenju še iz sebe dati, da boš dostojen besede, da sem človek. Mi danes uživamo v radosti zavedanosti, da imamo v sebi duhoven svet. Kaj to pomeni? Smrti ni, smrt je fizična garnitura. Ta je, kar je rojeno, kar je ustvarjeno, mora je. Spiritualno duhovno življenje od večnosti. In mi smo večna duhovna energija. Najvišja podrejena inteligenci duhovnega spiritualnega sveta. Jaz sem eden od tistih srečnežev. No, pa ne zato, da se busim v prsa, ko sem dobil duhovno glasno sporočilo, tako kot je zdaj vam govorim. Razodetje. Pa sem se čudil, kako da sem dobil to jaz. Zakaj? Zato, ker so vedeli, da skozi moja usta, skozi moje roke, bo prišlo to potem v dnevno obliko uporabnosti. Drugače bo pa to stalo v enem ozkem krogu. In danes se širi ta razodetje z zavednostjo, da vsakdo je prišel s programom na ta svet po duhovni plati. In danes, ko je vas vidim tukaj, to je bogatstvo. Kaj ti vas nisem najdel v nekem domu, kjer zdravijo narkomane, ker zdravijo duševne bolnike, ker je ne vem kaj. Ne, teme se priključili razvoju na duhovni stopni. Tukaj bomo danes slišali, kako se dviguje ta razvojna stopna zavedanja. Kajti, ko bomo zavedali se, da v to življenje moramo dati toliko, ker je to bumerang. To je tisto, kolikor bomo dali, toliko bomo tudi dobili. Dajte ljubečnost, dajte srčno kulturo. Duhovni svet je edini svet, ki ima vrednoto v našem življenju. Fizični svet je samo zato, da se duhovni lahko manifestira. No, kaj bi zdaj lahko povedal? Prva stvar, kar je, že jemljite življenje z radostjo, ne samo z tem, kaj je, joj, kakšna oblast imamo, joj, ko kradejo, joj, kaj delajo. Puste mi to. Od nekdaj je človek bil negativc, dokler ni iz negativca se dvignil v duhovni razvoj sveta, lepše oblike. Takšni smo. In tako jemljimo. Ne dajmo te negativnosti, miselne vzorce saditi v sebe. Pustimo. Obsojati ne smemo nikogar. Vsi tukaj, kar smo vsi na enaki ravni duhovnega sveta. Samo stopnja razvoja pa nam daje jamstvo, da bomo lahko srečnejše živeli. O sreči pa vsak krepeni. Ne iščite srečo, sreča je v nam. Tu notri je. Zjutraj, ko se zbudiš, zavedaj se, to je največja sreča. Zagledal si svetlobo. Jaz sem hodil v dom v Škofjo Loko, kjer so slepi. In ko sem gledal, kako so tipali stotine in otroci in starci, pa sem rekel, vse ljudje ne vedo, kaj nam pomenijo oči. So bili noter gluhonemi, tudi k njim sem hodil. Pa sem šel takrat videl, saj ne vejo, kaj je zvok.
Mi pa ne vemo, kljub temu, da imamo vse to, kaj je sreča. Sreča je že dana v nam. Danes nam bodo, tele dragi prijatelji, pokazali pot, kako naj treniramo, da se bomo duhovno in materialno preoblikovali za to, da bomo postali boljši. Kaj ti nikar ne bodi zadovoljen s tem, kar si. Vedi, na nizki stopni smo. Kadar boš doživel višjo stopno, boš šele videl, kako si bil na nizki stopni. Zdaj pa busice v prsa, da smo ne vem kaj, nikar ne. Vidimo pa nekaj. Smo ljubeča bitja. Tista je ena moja sama družina. Živel sem v mnogih oblikah meditacij. Stičnice sem dobival z določenimi energetskimi, duhovnimi silami. In šele takrat sem spoznal, da je težko komu povedati, kaj je to. Zakaj? Ker nimamo te oblike izobrazbe. Mi smo samo navajeni biti roboti sedajnega časa. Danes nas je televizija omamila, interneti, računalniška formacija in vse to. Kaj so naredili z nami? Bitja, ki že ni treba nam več ničesar razmišljati, ker je preveč vsega. Tisto osnovno pot, kako priditi v svojo notranjost ali pa do tebe, to je pa ne poznamo. Vere govorijo, bodi priden, bodi dober, bodi tak. Zakaj? Da imajo lahko med sabo komando, da te lahko imajo v svojih oblikah zavesti. Mi pa moramo biti svobodni. Naš duh mora biti svoboden, ne v kletki jamranja ali pa v kletki nezadovoljstva. Bolj srečni, kot smo lahko zdaj tu mi, ne vem, kje bili naši. Samo zavest morate imeti, da ste srečni. Če pa imate to svoje življenje sedajne kot neko težavo, ki se ne da odpraviti, potem boste še dolgo tancali v mraku samega sebe. Iskaj boste sebe. Kaj šele, da boste koga drugega našli. No, zdaj pa, dragi moj prijatelj, srečen sem, da imam v svoji vrsti tudi danes tukaj gospoda ravnatelja Francita, ki nam je pokazal za svojim delovanjem v Kranju toliko lepih stvaritev, da sem se čudil in sem rekel, prosim, pridi z nam, da nam boš pokazal, kako ti z svojim stališčem, skromnim, ko skromnega težko najdete. Ampak, zakaj? To je srčna lepota. V lepoti ne rabiš, da ti bo nekdo pripenil medalje. Jaz sem v Partizanih dobil medalje, veste, ki so danes med stare klopi. Ja. Da, prosim. Hvala. Najprej mi je Oleg povedal, kaj bom danes počel, pa je že, no, da sem še zvedel, kakšen sem. To je kar nekaj vredno. Bom šel pa tudi med vam. Prej sem mislil, nisem res vedel med potjo še, kaj mi bodo naročili. Lahko bi se pogovarjal tudi o mladih. Jaz sem sicer matematik, ne, ampak v 14 letih ravnateljevanja srečaš vse sorte v svoji pisarni. Večkrat sicer težave, ampak srečaš tudi takrat, ko moraš čestitati kakšnemu, ne. Kakšen ima veliko uspehe na športu, mu rečeš, moraš razumeti, da te bomo leče obdržali, ker imamo tvoje rezultate, tako pol ponavlja, kakšen drug letnik. Na ta način se da delati. Je pa tisto, kar je tudi že Oleg prej rekel, ne jamramo in seveda tudi učitelji jamramo, kako je z otroci vse narobe, pa starši jamrate, pa to tudi o tem se bomo lahko še kdaj pogovarjali, pa pol še na koncu, če recimo bi želeli kakšen problem izpostaviti. Drugače pa svet v redu, pa tudi mladi so v redu, a ne? In so mehne drugačni, ker so tudi za drug čas pripravljeni, to moramo vedeti, ne? Tisto, kar pa pot, ki sem jo prehodil, ki je zanimiva, najbolj meni seveda, je tudi na razdah, v glavnem, enkrat pred davnimi leti se pridružil metodu in potem, rekel, v tem smislu bil prvi učitelj, sem sicer katolik, in te stvari se ne izključujejo, človek ima lahko ne temelje in tradicijo, ne. Danes vam bom pokazal eno meditacijo, saj vi vsi meditirate, Oleg temu včasih reče, bizgaca, ne, tiste barve pa vse to, kaj pa to rabiš, on ne rabi nič tega, on je v meditaciji, kar tako. In mi pa mislim, da rabimo še, kakšen tudi ne, pa vsak na nek način po svoje meditira,
Pokazal bom nekaj, kar recimo v Kranj delamo. Jaz seveda bi bilo lažje, če bi ležali, ampak bo šlo tudi tako. Eno sprostitev, majhno se bomo popeljali samo po vseh čakrah, gor pa dol, tako da bo potem lahko metod lažje nadaljeval. Ne. In tisto, kar bi prosil, glede na to, da sedite lepo je, če imate lahko roke nek naroč. Zdaj, po konjskih panico je tudi težko držati, ko si sproščena, ne, in se sključeš, tudi to ni nič narobe. Ampak čim bolj dobro se namestite, noge imejte nadlegne v zrak, prekrižanje tudi ne, kaj več se pa že skoraj ne da. Najprej bomo začeli dihati, potem se bomo pa lepo odpeljali v en vrtiček, na en hrib, bomo pa nazaj sem prišli, tako nekako bo. Tako da se kar lepo vidite. Roke, če se imate obrnjene, zato navzgor to lahko gledate v piramidah, kadar je faraon takole roke, dal je spal, kadar jih je mu takole gledal, je pač razsojal in podobno. Na ta način je veliko večji šansa, da nas zaspete, se nimam veliko časa, tako da morda tudi tako ne boste. In samo oči boste zaprli, naredili se tako na obenmo, nič tukaj noter, vi se poznate, mene ste zdaj tudi že dobro spoznali in samo začnete dihati. Dihanje, poskusimo polni trebuh, čeprav sede z belo sapo, pa potem to dvigujemo ta vdih do pljuč, do vrh pljuča, čim više. Izdih gre potem lepo skozi nos in vidite, kako vam gre skozi nos ven. Sivi mehurčki, pa spodaj skozi podplate sivi mehurčki. In samo to delajte, samo na to mislite in to delajte, pa lepo mižite in dihamo. Ko vdahnemo, slišimo, kako sapa poje mantro so, in ko izdahnemo, slišimo, kako sapa poje mantro ham. Spet mislimo samo na to, na ta glas, ko gre sapa noter. Če mi mislimo samo na dihanje, bomo počasno vse ostale stvari pozabili. Ta sapa je svetla, bela, gre skozi nos noter, od dna pljuč, trebuha navzgor, napolni pljuča in z izdihom gre ven, vsa umazanija, vsa tema, v zemljo, kjer izgori, skozi nos, to se pada dol. Ko vdahnemo, poje mantra sapo so, ko izdahnemo, poje mantra sapo ham. So, ham. Z moje strani, z te stene, reprotivam svetlo-modra megla. Svetlo-modra megla miru in popolne sproščenosti. Pa jo čutimo v prvi vrsti, gre naprej po prostoru, druga vrsta, začutimo, da je malo hladnejša energija, svetlo-modra megla, kar predstavljamo si, tretja vrsta, četrta, vse do druge strani dvorane, svetlo-modra energija miru in popolne sproščenosti. Z moje strani neprekinjeno prihaja svetlo-modra energija miru in popolne sproščenosti. Nobenih misli, nobenih skrbi. Poskušamo se zavedati še vedno svojega telesa, noge, kje se dotikajo tal in noge so popolnoma sproščene. Trebuh je sproščen, mišice v hrbtenici, rame,
poskušamo dihati skozi nos, sicer pa tako, kot nam najbolj paše. Vdih in izdih. Plavamo v svetlo modri energiji miru in popolne sproščenosti. Svetlo modra energija miru, ki prihaja z moje strani in gre skozi celo dvorano. Prijetna, osvežilna. Sedaj si vizualizirajmo dvigalo. Vizualizirajmo se dvigalo, vstopite v dvigalo in ko bom preštel od 5 do 0, bomo na osnovnem alfa ali teta nivoju. 5, 4, vse globje in globje, 3, 2, vse nižje in nižje, 1, 0. Smo na osnovnem alfa ali teta nivoju. Izstopimo iz dvigala, pred nami zagledamo bel zid. Vizualiziramo si vrata, zlato obrobljena vrata, zlata kljuka, zlata ključavnica. Stopimo do vrat, odklenemo vrata in vstopimo v čudovit rajski vrt, v pasivno sceno iz narave. Zaslišimo žvrgoljenje ptic, prijeten vetrič okoli rok, okoli čela, šumenje listja, vetra, žuborenje vode. Smo v našem rajskem vrtu. In pred nami zagledamo čudovit hrib. Hrib, ki je sestavljen z obročev rož. Vidimo, da so spodaj rdeče rože, cel obroč, malo višje oranžne rože obroč, potem so rumene rože in tako naprej. Čudovit hrib. Približamo se hribu in zaidemo med rdeče rože. Rdeče rože, rdeča barva, rdeča barva. Povsod okrog nas rdeča energija. Občutimo to rdečo energijo, dihamo to energijo, vohamo to energijo in dopustimo, da nas polni s svojimi pozitivi. Rdeče rože, božamo jih, vendar jih natrgamo, se počasi vzpenjamo, tako da te rdeče rože preidejo v oranžne rože. Obroč z oranžnih rožem, vmes se sprehajamo, božamo te rože, dihamo te rože, dihamo oranžno barvo, oranžna energija, oranžna energija, oranžna energija. Povsod okrog nas oranžna barva. Občutimo oranžno energijo. Vendar se sprehajamo naprej, čeprav je prijetno, do naslednjega travnika, travnika s svetlo rumenimi rožami. Svetlo rumene rože, cvetovi, čudoviti cvetovi, svetlo rumena energija, svetlo rumena barva, svetlo rumena barva. Dihamo to energijo, vidimo, kako gre ta energija od zadaj v hrbtenico, kako gre po hrbtenici navzdol, po hrbtenici navzgor, kako svetimo kot sonca. Povsod okrog nas rumena energija in dihamo to rumeno energijo. In gremo višje in zdaj je čisto navaden zelen travnik in na tem zelenem travniku opazimo roza cvetlice. Teh cvetlic je skozi več, zelena energija, svetlo zelena energija.
Zelena energija gre skozi naše noge, skozi hrbtenico, med lopaticami noter, vse do temena, dihamo, plavamo v zeleni energiji in ta zelena energija se v srcu spreminja v roza energijo in ta roza energija je taka, kot so tisti posamezni cvetovi na tem travniku. To roza energijo pošljimo po celem telesu, navzgor, navzdol. Ta roza energija nas zdravi. Zdravi vse organe, zdravi celotno telo. Pa gremo višje in pridemo do obroča svetlo-modrih rož. Svetlo-modra energija, svetlo-modra energija, svetlo-modra barva. Povsod okrog nas svetlo-modre rože, mi božamo te rože, čutimo, kako gre ta energija v nas skozi vrat, začnemo dihati samo še skozi vrat, noter, po hrbtenici gre svetlo-modra barva navzdol, navzgor, do temena glave, sijete v svetlo-modri barvi. Dvignemo pa še višje. Višji obroč je sestavljen z vijoličnih rož. Vijolična barva, vijolična barva, vijolična barva. Povsod okrog nas vijolična energija. Mi dihamo to energijo, občutimo to energijo, kako nas preplavlja, kako plavamo v tej energiji in na področju tretjega očesa opazimo bel žarek, belo svetlobo. Vse naše telo je vijolično, tretje oko je pa belo, popolnoma čisto, iz notranjosti glave vam prodira bela barva, še čisti, tako da se nam tudi te možnosti videnja s tretjim očesom povečujejo, ko smo na travniku vijoličnih rož. Smo še nekaj časa na tem travniku, pa še vzpenjamo, smo že skoraj na vrhu hriba. Pridemo do travnika belih rož, zadnji obroč. Dihamo belo svetlobo, bela energija, bela energija, bela barva. Povsod okrog nas bele rože, iz kozmosa, z vesolja prihaja bela svetloba, nas tušira in izpira vse negative v zemljo, kjer izgorijo, polni nas svojimi pozitivi, dela nas svetle in lahke. In potem imamo na sredi tega obroča zopet lepo preprogo zelene trave, na katero se uležemo in opazujemo svoje telo. Vidimo, kako gležnji svetijo v rumeni barvi. Opazujemo svoje telo. Povsod okrog nas energija miru in popolne sproščenosti. Gležnji svetijo v rumeni barvi. In mi vidimo in čutimo čakre na gležnjih. Gremo više s koncentracijo, po telesu gledamo in vidimo, da kolena svetijo v rumeni barvi. Občutimo na področju kolenih toploto, občutimo te dve energijski krogli, ki se združita v eno. Pa gremo še više po telesu, na notranji strani stegen, dve rumeni krogli. Občutimo ti dve rumeni krogli, dobro delata, se združita v eno. Mi gremo pa še više na presredek, kjer sveti rdečo sonce, prva čakra. Občutimo to čakro, vidimo, kako močno sveti, vidimo, kako pomaga našemu fizičnemu telesu. Više po hrbtenici, nasproti mehurja, oranžna čakra, ki pomaga našim notranjim organom, še više rumena čakra, rumena krogla, nasproti popka,
Med lopaticami svetlo zelena krogla, jo občutimo, jo vidimo in spredaj srce sije v roza barvi. In ta roza žarek iz srca pošljimo osebi, ki nam prva pride na misel. Pošljimo ji eno roza krogelco, en lep pozdravček, pa gremo naprej. Na področju vratu modra krogla, ki močno žari in pomaga, da te energije prihajajo skozi vrat v naše telo, pozitivne energije in opravljajo svoje koristno delo. In potem še višje, na področju tretjega očesa, vijolično sonce, ki močno sveti. Občutimo to sonce, občutimo obroč preko čela in na vrhu glave krona. Vsi mi imamo krone, ki svetijo z belo, zlato, srebrno barvo. Vsi smo kralji s kronami. Pogledamo še svoje organe, po obrazu, oči, možgane, usta, vse je svetlo. Nižje srce vidimo, kako lepo bije in opravlja svoje delo, je svetlo. Pljuča, v trebuhu je vse svetlo, vsi trebušni organi dobro delajo, pa nižje, pa žile, gremo vse do podplatov nog. Naša telesa so prosojna, vse to lahko opazimo. Napolnjeni z vsemi energijami, na tem travniku, na vrhu tega hriba ostanemo, se počasi obrnemo navzdol in lepo gremo mimo obroča z belimi rožami, pa mimo obroča s svetlo modrimi rožami, pa nižje zelen travnik, roza cvetovi, pa nižje travnik z rumenimi rožami, pa travnik z oranžnimi rožami in na dnu obroč z rdečimi rožami. Gremo proti zidu, proti izhodu z rajskega vrta, tam se še enkrat ozremo na ta hrib, še enkrat začutimo šumenje voda, veter, šelestenje listja, žvrgoljenje ptic, rajski vrt. Izstopimo z rajskega vrta, za nami zapremo vrata, se odmaknemo od zida za 2 metra, vidimo zid, zlato obrobljena vrata, ključavnica in ta zlata ključavnica, zlat ključ začne izginjati, zato ker imamo vstop v rajski vrt samo mi. Začne izginjati obroč vrat, obroba, samo še bel zid in tudi ta izgine. Obrnemo se za 180 stopinj, pred nami vizualiziramo dvigalo. Vstopimo v dvigalo. Ko bom preštel od 1 do 5, bomo zopet tukaj in sedaj. 1, 2, vse višje in višje. 3, 4, 5. Smo tukaj in sedaj. Počasi premaknite roke, malo se razgibajte in ko ste pripravljeni, počasi odprite oči in vsak ne 2-krat ploskne. A ima kdo težko glavo? Malo čeka še trenutek, si zasno zamite.
Mehke energije so svetlo modre energije. Ne? Zdaj, če vam gre kakšna rdeča gor, pa so pojmo hudi. Ali pa če je vijolične preveč na 6. čakri, pomeni, če imate bolj pisarniška dela, intelektualna, pa se splača kdaj kakšno drevo gibati. To sem v knjigi prebral, pa se pa poskusil, ne? Domače živali, ki jih imamo, pa nas sproščajo. So drevesa lahko imajo kar podobno vlogo. Res ste v gost, si najdete drevo, ki upate, da ga ne bo prehitro posekali, pa ga lepo objamete, zdaj, če vam je narodno, da vas drug gledajo, vam je pač narodno, ne, nič hudega. In potem si vi lahko drevesu daste vso informacijo o tem, ko se gibljate, ker ste dinamični. Recimo mu lahko poveste, kako je na morju, kako se iz zraka vidi drevo. On vam pa lahko da stabilnost, ne, vse tiste zemeljske energije. Saj, če tisti, ki se ukvarjajo z intelektualnim delom, in je velikokrat premalo stika z zemljo, premalo časa, pa gre za 10 minut objameš drevo, to drevo potem postane tvoja domača žival. In je tudi približno tako hudo. Navezanost, vsaka navezanost je pač bolečina, je tisto, kar Oleg pravi, ne. Nobene stvari ne smeš imeti na ta način rad. Ampak, seveda, tako je, ne. Tako kot imamo tudi domače živali. Takrat, ko jih izgubimo, nam je hudo. Mislim, da dokler taj smo običajni ljudje, imamo tudi pravico, da smo jezni, da smo veseli, da nam je hudo. To je lepo opisuje Antoni Damelo, ne, ko je, če to lahko še to povem, ne. Ja, ko je en duhovnik je šel obiskat druga duhovnika, ki je bil asket. Ne, njih obratno, ta je bil asket za tistega duhovnika, je pa slišal, da ga precej biksa, ne. In je potem prišel k njemu, on tam na flaše mu nekaj pil, pa zraven sta ene dve ženski sedeli v pravi, pa kako se ti obnašaš? Je rekel, ne, saj tukaj predavam, vse v redu. Je prav, pa kakšen zlec, ne moreš se tako obnašati. Je prav, kako ne se pa obnaša? Je prav, bo taka, ne bo te sket pa to. Je prav, ne morem biti tak, ti niš človek, ne. Je rekel, ko pa sem poješ, če sem tako strog? Ne prav, ti zbuda. Ampak če se enkrat buda, nimaš več kaj tukaj na zemlji početi. Bolj pomembno je veselje, kot karkoli drugega, ne. Mi se velikokrat prizadevamo biti dobri. Potem smo pa nesrečni. Mi smo dobri, sosed pa ni dober. Meni se je to naredilo, njemu se ni nič naredilo, ne. Kaj imamo od tega? Se pravi, Antoni Damelo tako pravi, tisti, ki se prizadeva biti dober, ni nikoli srečen. Tisti, ki je pa srečen, pa dela dobro. Zato pa ne. In je stvar rešena. In po nam je pa čisto vse, če eden, ki je cel življenje grešil, pa mu na koncu vse odpuščeno. Zato pa ne. To me je enkrat društvi katoliških pedagogov ena ženska rekla, Franci, a tebe kdaj cerkev tesnuje? Ne, sem rekel, ne, če bi jo tesnjevala, bi jo pustil. Sem pa grešnik, to pa ne. To se pa zgodi. Ja. Ampak vse zato je pa Božja milost. Hvala. No, ker sem vas pa majhen gledal vmes v barvah in po ostalih zadevah, pa mislim, da Jože imaš ti dela veliko večjo šanso, ker te je veliko bolj sprijel, jaz si bom že pa še uštimal, koliko je treba. Jaz mislim, da bi kar ti dela tvojo temo zdaj, ker so zdela glih na žajpan, koliko mi pravimo. Ja, v redu. Drugače se pa temu reče pređi brega na druge ramena. Jaz ne vem, če ste raven na žajpan. Predstavljali so, no. No. To Kranjčani pač imajo svoj slenk, ne. In je tudi tako, ne. Sej imate Primorci tudi, ne. In je prav, da se izražate tako, da se dobro počutite. Poslušajte, najprej bi jaz dal rožce ene naši voditeljici, ker tole pripravlja, pa je en majhen darček. Hvala lepa. Spraviš komu. In zadrijo jaz spravljam. Rožce imate pa tule, a ne, vsa dekleta lepo vzamete en nageljček in boste zapustili, tako da imate to za 8. mart, sicer je malo smo zamudili, ampak ne bo, ne. Ja. Veste, tole, ko je Franci govoril, to je izredno lepa meditacija. Lepo nas je popeljal, lepo smo, če smo spremljali skozi vse čakre,
smo lahko doživeli. Jaz imam pa to nalogo, da pravzaprav imam eno slabo lastnost, da govorim samo o temu, kako opazujem dihanje. In grem samo na pozornost. Pozornost je tista, ko smo lahko sledili, kar je Franci govoril. Če smo bili zadosti pozorni, smo lahko spremljali skozi telo vse barve. In pozornost je tista, ki nas dviga nad vsemi vajami. Mi treniramo samo pozornost. Da smo pozorni, kako deluje naše telo. Zadnjič sem vam zastavil vprašanje, kaj pa sploh jaz govorim, ne? In veliko vas je mislil, da govorim samo o dihanju. Ne gre za dihanje. Gre za opazovanje, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko vdihnem. Opazovanje se učimo. Ker če bomo znali opazovati vdih in vzdih, bomo lahko opazovali tudi misli. In ko bomo enkrat lahko opazovali misli, bomo lahko začeli izločati. In bomo lahko prišli do točke. Kaj pa pomeni ta točka? To sem vam že govoril. Ne enkrat, skozi govorim. Točka je stanje brez misli. In v tem stanju ste sposobni doživljati tudi druge dimenzije. Začutimo lahko skozi to opazovanje bit, to se pravi življenje, ki je v nas, energijo, ki je v nas. To je treba začutiti. In ko to enkrat začutimo, pridemo na izvor. Kaj pa je življenje? Tudi planet živi. In ko mi sebe spoznamo, Franci je govoril o drevesu. Seveda, drevo je ravno tako živo. So rastline, so živali, smo mi, ampak kako jih bomo pa začutili? Ko bomo prišli v sebi do dna, na izvir, pridemo na bit. Bit je življenje, bit je večnost. In ko smo v trenutku, smo v večnosti. Vedno je zdaj. Zdaj, zdaj, zdaj. Prihodno, ja, bo, ampak to bo enkrat. Sreča je zdaj. Ne, Željoško. Sreča je zdaj, ta trenutek. In v temu trenutku smo lahko zadovoljni. V temu trenutku smo lahko srečni. V temu trenutku smo lahko ljubljeni. Ko imamo to enkrat v sebi, ko imamo to energijo v sebi, jo lahko dajemo. Če bomo pa pričakovali, da nam bo to dajal partner, da nam bo dal prijatelj, da nam bo to dal en predavatelj, ne more vam tega dati, če nimate tega v sebi. Vi morate najti zaklad v sebi. In to je to. In zato se mi dobivamo, da to izmenjujemo, da to poveste. A ne, viš, jaz sem pa tole doživel. Jaz sem pa tole doživel, ko sem treniral. To so biseri. To je ta izmenjava. To vas bo dvigalo. Danes sem hotel govoriti pravzaprav o bolečini. Vi hote sem ne zato, da bi bili, da bi živeli tukaj srečo. Ampak več ali manj imamo vsi bolečino. Bolečino je to izguba, ali je to žalost, ali je to bolezen, ali je to karkoli. Ampak iz bolezni, iz bolečine mi lahko dogradimo. Kako pa to? Kako pa bomo bolezen dogradili? Bolezen pač imamo. A ne? In mi se te bolezni branimo.
mi se jo branimo in se jo odtepavamo na vse mogoče načine, da bi bili zdravi, ne bolani. Ampak bistvo je, da smo bolani. Kaj pa zdaj narediti? Če se bomo otepavali, bo ta bolečina, ta bolezen bo dobila vedno večjo moč in moč. Ker pa mi gremo na to, da smo v zdaj, v temu trenutku smo mi bolani. Sprejmimo. Ne se branimo. Sprejmimo bolečino. Sprejmimo bolezen. Da vidi, kaj se bo zgodilo. Pojte v bolečino. Samo tako jo boste premagali. Iz bolečine boste prišli v milost, v odrešitev, v prosvetljenje. Ne gre, niste zastonj zboleli. Skoriste to zadevo, skoriste to nesrečo. To je tista alkemija, ko dela iz svinca zlato. Ne se branite, vi se ne predajate, pa vi sprejemate. Sprejemate ta trenutek. Ta trenutek je treba sprejeti tak, kot je. Čim ga boste sprejeli, se to pretvori v srečo, v zadovoljstvo, v blago. Čim se potepavamo, je pa problem skozi tukaj. Skozi je grožnja, skozi je napeto, skozi smo nezadovoljni. Skozi smo v napetosti, skozi se branimo. Pred kom se branimo? Tudi sami pred sabo. Mi smo tujci do sebe in do drugih. Si postavljamo zidove. Sprejmite. Sprejmite. Ta trenutek je zdaj. Zdaj. Učite se ga pa tako, kot sem vas učil. Vdih, vdih. To je opazovanje. No, to sem mislil. Malo govoriti, da nam predolg. Potem bi šli pa na to, da bi šli v točko. Pa boste vstali, pa boste šli tole do druge, do tretje vrste. Boste vstali, pa boste mene gledali v oči. Ko me boste gledali v oči, boste tudi vi v točki. Jaz sem to točko treniral pol leta. Ampak, ko bomo v točki, probajte sproščeno dihati. Opazujte vdih, izvdih. Kaj čutim, ko vdiham in kaj čutim, ko vdiham. Zraven si pa zaželite eno željo. Samo eno željo. Da to bolezen, da to takoj razteži. Isto stvar za proče in ista stvar bo začela delovati, ampak to na vaši podlagi. To je vaša energija. To je energija, ki dela v vas. In ta bo ta problem začela reševati. Če ima kdo mogoče kakšen primer, ko smo to že parkrat delali pri vas, a je učinkovanje? Na vsakega. Kako? Čisto vsak. Ja, zase govorim. Ja. Se zase govorim. Ne, čisto vsaka želja osebna, Se ki je- je delovala. Je delovala. Hvala. Še kdo? Če ste to doživeli, je dobro, če poveste. Ne, se zdi, da malo z zamudo. Je možno? Seveda. Poslušajte, Poslušajte, časa ni. To je trening za potrpežljivost. Časa ni. Časa ni. Čim ste zapisali, se to realizira. Ja, kaj pa drugi? A drugi pa niste? Še deluje.
Še deluje. Dobro. No, gremo potem ostantem. Pa te